Tokrat v občinskem informatorju. V Kungoti se lotevajo širitve kanalizacije in drugih investicij. TEDx v Mariboru postregel z izjemnimi izpovedmi. V Selnici ob Dravi se je odvil eden največjih Shotokan karate dogodkov v Sloveniji. Župana Majšperka o aktualnih projektih. Znova zagnali akcijo Šolar na smuči. Neznani storilci oskrunili mariborsko sinagogo s sovražnimi napisi. V medgeneracijskem centru Danica Duplek z novimi aktivnostmi v novo leto. Lepo pozdravljeni. V občini Kungotam bodo obnavljali in širili v nekaterih zaselkih kanalizacijo, tokrat sta na vrsti Gradiška 1 in del Svečine. Ob tem pa niso pozabili niti na vodovod. V Zgornji Kungoti pa že lahko vidite obnovo stanovanjskega bloka. Podrobnosti pa v prispevku. Občina Kungota v tem proračunskem obdobju nadaljuje eno večjih investicij. To je investicija kanalizacija Gradiška 1, torej gre za izgradnjo kanalizacijskega sistema na dolžini več kot 3 km na območju naselja Gradiška 1 skupaj z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in pa rekonstrukcijo vodovodnega celotnega omrežja. Gre res za zelo tudi finančno zahtevno investicijo. V skupni vrednosti vse skupaj z vodovodom in pa s komunalno infrastrukturo nekaj manj kot 3 milijone je ocenjena vrednost planirana. Od tega smo pridobili za samo kanalizacijo, ki je težka dobra 2 milijona evrov nepovratnih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Omenila je še nekaj pomembnih aktualnih projektov. V teku so že vodovod Gajperk in pa vodovod Plački stolp. Smo pri zaključni fazi pridobivanja projektne dokumentacije za vložitev gradbenega dovoljenja. Vkolikor nam bo uspelo pridobiti do konec letošnjega leta samo vso pravnomočno gradbeno dovoljenje in pa vkolikor bo tudi sodelovanje na strani mestne občine Maribor, kar zadeva vodovod Gajper, ker tam smo odvisni tudi od mestne občine Maribor. Ta priključitev namreč teče na del mariborskega vodovoda, ki še ni izgrajen. Širili pa bodo tudi kanalizacijo v Svečini. Tudi tukaj smo že v zaključni fazi pridobivanja služnostnih pravic in pa projektne dokumentacije. Sama investicija tudi vredna skoraj 150 tisoč evrov, gre pa za priključitev in zaključek še zadnjih hiš, ki niso povezane na aglomeracijo, pa bi morale biti. Torej to, kar je ostalo iz preteklosti, še nerešeno v samem centru Svečine. Zraven gasilskega doma v Zgornji Kungoti pa obnavljajo stanovanjski blok. Tudi za investicijo, ki je čakala kar nekaj let, kjer smo večinski lastniki neprofitnih stanovanj, se nam zdi prav, da tudi za to področje poskrbimo, tako da smo že pristopili k obnovi komplet sanacije, torej strehe in ostrešja, nove fasade in pa hidroizolacije. Gre tudi kar za zahtevno investicijo, ker smo, kot sem že povedala, večinski lastniki, ampak se mi je zdelo prav, da tudi področje neprofitnih stanovanj, da to ne zanemarimo, da na nek način vzdržujemo te objekte, ki jih imamo v čim boljši podobi in pa v čim boljši luči, in ker je bilo to res že kar nekaj čakalo na vrsto, sedaj tudi čas za to urediti. Sicer pa ne pozabljajo niti na druge projekte, tudi take, ki ne spadajo pod infrastrukturo in gradnjo, vsekakor pa z njimi izboljšujejo kakovost življenja občanov. Na Univerzi Alma Mater Europaea so na pobudo študentov izvedli slavni dogodek TEDx. V okviru dogodka so lahko udeleženci v predavalnici in preko spleta prisluhnili 7 predstavnikom različnih tem. Med njimi so bile tudi ganljive osebne izpovedi. Študentski svet Univerze Alma Mater Europaea je pridobil licenco za organizacijo dogodka TEDx v Mariboru. In seveda v vodstvu in v okviru akademskega zbora smo jih absolutno podprli, potrdili in nekako tudi zagnali skupaj z njimi z vso možno podporo to idejo. Izpovedi in predstavitve so povedali v predavalnici, hkrati pa tudi online preko družbenega omrežja. Srečanje je možno spremljati v živo ali online in tudi kasneje bodo vsa predavanja objavljena na YouTubeu, tako kot vsi ostali TEDxi po svetu. Sam je pravzaprav bil tudi prvi na odru s temo Hoja za smislom. Ugotavlja se, da duševno zdravje iz leta v leto pada, ogromne duševni stisk, depresij, anksioznosti, samopoškodovanja, agresivnega vedenja in tako naprej. In v nasprotju z nekim ustaljenim razumevanjem, zakaj do tega prihaja, so raziskave v zadnjih desetletjih pokazale, da je nekako glavni vzrok pomanjkanje življenjskega smisla. Lahko bi rekli, da sodobni človek ima živeti od česa, živimo v zelo dobrem blagostanju, nekako pa smo izgubili
dobili tisti kompas smisla oziroma za kaj živeti, kakšno vsebino dati svojemu življenju. Lukas Lupis Pirc, ki ima disleksijo in ADHD, pa izhaja iz sebe in svojih diagnoz. Govoril bom o disleksiji pa ADHD oziroma o motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Jaz sem to diagnozo dobil sam in ta diagnoza je za nekatere ljudi veliko breme, zame je bila pa to neka odskočna deska. In moja želja je, da ljudje vse svoje ovire, ni važno, a je to disleksija, a je to mogoče anksioznost, karkoli oni sami doživljajo kot neko oviro, kot nekaj, kar jih tlači k tlom, naj to vzamejo kot neko dodatno, kako bi rekli, smerokaz, da jih usmeri v življenje, ker velikokrat je glih ta majhna ovira, ki mislimo, da nam bo življenje korila v negativno smer, glih ta puš, ki ga rabimo, da prijemo točno tja, kar smo mišljeni, da bomo tam prišli. Tadeja Polanšček ima multiplo sklerozo, zaradi katere ne more več hoditi, a je to v življenju ni ustavilo. Kako sem spoznala, da ima multiplo sklerozo, in to pri mojih 17, skoraj 18 letih. Potem, kako sem to vse skupaj doživljala, obenem študirala, sem fizioterapeutka po poklicu in kako se je pač vse skupaj odvijalo, kako težek boj je to v bistvu, ampak kako je pomembno ostati pozitiven. Daniel Sitter pa je odšel na oder v preteklost, v drugo svetovno vojno in med drugim ovrgel mite o dogajanju na obisku Hitlerja v Mariboru. Bil je v Mariboru, sprehajal se je v Mariboru, nikoli pa ni imel nobenega govora ali kakršnega koli javnega nastopa. Ogledal si je porušena mostova, bil je v Viteški dvorani, kjer se je srečal s člani Mariborskega kulturbunda, z nekaterimi kočevskimi in mariborskimi Nemci in še nekaterimi drugimi funkcionarji. Izpostavil bom nekatere zelo zanimive zgodbe, kako je recimo Hitler nagovoril enega otroka, ki ni razumel nemško, ampak zgolj slovensko, in je prišlo do čudnega oziroma smešnega incidenta, za Nemce ponižujočega incidenta. Povedal je več tudi iz svoje doktorske disertacije o prisotnosti Hitlerja in nacizma na Slovenskem. Na TEDxu na Alma Mater Europeja pa so sicer nastopili še drugi predavatelji, skupaj jih je bilo 7. Nadaljujemo pa v Selnici ob Dravi, kjer je bila 8. prireditev Gala Embosai Shotokan Slovenije, kjer so se predstavili mojstri slovenskega Shotokan karateja. Svoje znanje Shotokan so pokazali tudi njihovi učenci. V hramu kulture Selnica ob Dravi so predstavili borilno veščino karate, vseh 26 Shotokan kat. 26 točk je predstavilo 45 slovenskih mojstrov karateja. To je 8. Gala Embosai Shotokan Slovenija, ki prihaja v neko tradicionalno stvar in je en največjih Shotokan dogodkov v Sloveniji. Selniški klub je za organizacijo prireditve in tudi za delovanje pohvalil Shi Han, nosilec črnega pasu 8. dan, priznani Ivan Čerič. To je ena tradicionalna zadeva že, to je prva stvar. Druga stvar je lepo, da se je Kamil Fras spomnil tega, iz tega vzroka, ker to je premalo vsega tega, ne? In je treba približati, recimo preprostim ljudem je treba približati, da bojo vse vedeli, kaj to pomeni Shotokan, kaj pomeni šola Shotokan, recimo, ne? Zato, ker ta šola Shotokan je v svetu najbolj razvita šola, ne? Mi sicer še bolj specialno delam jaz z njimi, ne? Zato, ker delam ta Shotokan karate do internacional, ne? Ki je pred leti seveda vodo pokojnih Hirokazu Kanazawa, ne? Zdaj pa seveda v nadaljevanju vodi njegov sin Nobuaki Kanazawa in pa glavni inštruktor Shihan Murakami. Poleg tega, da so mladi ponosno pokazali svoje znanje prisotnim, si želijo privabiti tudi druge, tako da bo podmladka še več. Nam je cilj, ne, da čim več teh mladih pridobimo, da jim čim več tudi seveda prikažemo, da bojo čim bolj razumeli in da bo ta stvar šla dalje. Tako sem omenil, ne, če je Ruški klub 50 let, ne, pomeni, ne, da je tu ozadja bilo ogromno, ne, in ravno so me vpraševali, ne, okrog tega, koliko je pa v Ruša šlo recimo teh učencev pri meni skozi. Pa sem jim povedal, ne, da okoli 3500. Ne, tako da je to ena masa ljudi, seveda pred leti je bilo to malo drugače, recimo, ne. Pred leti, jaz vem, da smo leta 76 v Rušah pisali okrog 130 novih članov, ne, preko kemične šole in podobno, ne. Seveda danes je to težje. Iz tega vzroka, če se v klub piše 10-15 otrok, ne, smo že srečni, ne. V selniškem karate klubu
Ob tem ugotavljajo, da zanimanje za ta šport ostaja tudi pri mlajših generacijah. Ti stari mojstri, ki ostajajo, prenašajo svoje znanje na tiste mlade, ki to hočejo, in tukaj se ne bojim, da bi te stari, da bi izvenelo to znanje, ampak se samo nadgrajuje in izboljšuje. Mnogi karateisti iz drugih delov Slovenije se med seboj in selniškimi povezujejo. Zelo sem ponosen, da skoraj vso aktivno svojo življenjsko karate pot sodelujem s fanti iz Selnice, še posebej z Brankom Vališerjem in Kamilom Frasom. Velikokrat smo tekmovali skupaj v reprezentanci, organizirali smo mnogo prireditev skupaj in ponosen sem, da sem tudi v nekaterem obdobju svojega športne kariere tudi tekmoval za karate klub Selnica ob Dravi. Tako da se počutim del te organizacijske ekipe, počutim se kot eden ljubiteljev, ki lahko prispeva svoj delež ob vseh teh članih karate kluba Selnica in seveda ob vseh teh, ki so nastopajoči. Letos sam ne nastopam, ker imam manjšo poškodbo. Meni, da se je v Sloveniji naredil velikanski korak naprej v promociji in razvoju tega športa. Tudi pogosto nastopamo skupaj, potujemo tudi na razna izobraževanja po svetu, po Japonski, Okinavi in tako naprej in enkrat na leto se zberemo v Selnici in to je ravno tisti čudoviti del našega življenja, športa, borilne veščine, da se stari mojstri srečamo, pokažemo drug drugim, da še nismo zarjaveli, da potem pokažemo seveda tudi mladim, pokažemo vsem ljubiteljem iz občine, iz regije in seveda tudi širše Slovenije, da je vendarle v nas nek žar, ki nas vodi skozi našo razvojno pot, pa tudi hkrati po naši življenjski poti, da sodelujemo kot stari mojstri pri propagandi in pri razvoju športa tudi v bodoče. Glede na nastope najmlajših, ki so z vso nemo in strastjo ter obilico discipline pokazali Shotokan kate, verjamemo, da se za prihodnost Shotokan karateja ni treba bati. Sedaj pa v občino Majšperk, kjer se bodo letos nadaljevali projekti, med njimi urejanje novega naselja, vzpostavljanje muzeja in vrtca, za katerega čakajo, da bo nekoč pod eno streho, no podrobnosti pa v prispevku. Nekaj večjih projektov investicij, ki so jih začeli v lanskem letu na občini Majšperk, so prenesli še v letošnje leto. Eden izmed teh je zagotovo večji infrastrukturni, to je pločnik oziroma rekonstrukcija regionalne ceste skupaj s pločnikom in javno razsvetljavo skozi naselje Stoperca in Grdina, nekje približno 2 kilometra dolg odsek, ki ga bomo predvidoma zaključili nekje sredi tega leta. To je tisti glavni, največji infrastrukturni projekt, ki ga peljemo še iz lanskega leta v letošnje. Že lani so načrtovali vsebinsko dopolniti novo nastali kreativni center Breg. Ob otvoritvi galerije smo kar hitro razmišljali naprej o dodatnih vsebinah, konkretno o muzeju. Projektno ga trenutno imenujemo Muzej Hamre in bo verjetno tudi tako ostal. Gre za v bistvu edini tovrsten muzej pravzaprav na Slovenskem z takšno vsebino, no smo pa nekako malce morali časovnico raztegniti zaradi prijav na določene razpise, smo pa kar veliko vsebinsko že pripravili. Tako računa, da bi muzej v kreativnem centru Breg jeseni že lahko odprli. Od prvega kladiva do zadnjega prediva, tako da pravzaprav zajema dejavnost, ki se je nekoč tukaj odvijala na našem industrijskem Majšperku oziroma na Bregu, od to tudi izvira ime Hamre oziroma Omre, tako da to vsebino pravzaprav bi napolnili, pravzaprav jo pripravljamo. No. V novem naselju v Majšperku pa načrtujejo še tretjo sklepno fazo. Govorim o asfaltiranju vseh dovoznih poti, izgradnji pločnikov in javne razsvetljave v tem celotnem območju novega naselja, tako zvane stanovanjske rezidence Monsberg. To je iztočnica že za naslednji projekt, ki ga pravzaprav pelje investitor, torej Novogradnja Maribor. Nekako nestrpno pričakujemo, da bodo pričeli takoj po pridobljenem gradbenem dovoljenju z deli. Tukaj konkretno govorimo o 2 večstanovanjskih objektih, torej skupaj 48 stanovanj, kar bo velika pridobitev za našo občino. Približno v 2 letih nekje je postavljen ta projekt oziroma izgradnja. Nestrpno pa čakajo tudi na projekt CIDO domska oskrba, za katerega so že dobili evropska sredstva. V višini približno 6 milijonov evrov, no zdaj kako smo v sklepni fazi, kar zadeva izbire izvajalca. Sicer postopek vodi dom dr. Jožeta Potrča iz Poljčan
in potem se kar pospešeno začnejo dela. Nekje do srede naslednjega leta bi moral biti zgrajen, pomeni dom oziroma oskrba za 48 oskrbovancev, kar je pa seveda ponovno velika pridobitev za našo občino. Načrtujejo pa še več, saj že projektirajo za naprej. V lanskem letu smo izdelali projekt oziroma zasnovo centra zdravja na Bregu. V letošnjem letu pa steče projektiranje novega oziroma razširitve vrtca, prav tako na Bregu. To sta v bistvu dva povezana projekta, od enega potem se prestavimo na drugega, skratka slediti mora najprej rušitev, pa izgradnja novega centra zdravja, zato lahko potem porušimo stari zdravstveni dom in kako razširimo tudi obstoječ vrtec. Sedaj smo pravzaprav z vrtcem na 3 lokacijah in želimo ga v bližnji prihodnosti, govorim tam v roku 3-4 let, nekako pripeljati pod eno streho. Ob tem pa načrtujejo še posodobitve cest in ostale infrastrukture ter druge projekte. Na Mariborskem Pohorju pa so zagnali letošnjo akcijo Šolar na smuči, ki šolarjem omogoča prve zavoje na snegu. Poglejmo. Dogodek Šolar na smuči že 9. leto poteka v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom Planica in policijo. V teh letih mislim, da že blizu številke 30 000 otrok, ki so bili deležni brezplačnega dneva na smučeh. Vesel sem, da je tukaj zraven v zadnjih letih tudi nordijsko smučanje, torej tek na smučeh za eno generacijo prej, torej v tretji šolci, in pa potem, da se naslednje leto čim več otrok spozna tudi z alpskim smučanjem. Direktor Smučarske zveze Slovenije je izpostavil, da je njihov ultimativen načrt, da bi v šoli imeli obvezno šolo v naravi kot del kurikuluma. Ker smatramo, da si to kot alpska država, kot država, ki še enkrat nosimo ta smučarski nacionalni ponos v sebi, to zaslužimo, tako da upamo, da je ta projekt začetek tega ultimativnega cilja. Dejstvo pa je, da se vremenske razmere spreminjajo in danes otroci nimajo več toliko možnosti za smučanje. Mene zelo veseli preživljati čas in opazovati otroke, kakšno veselje jim nudijo prvi zavoji oziroma prve lekcije na smučeh. Seveda v naših časih je bilo to vsekakor nekoliko drugače, kajti res smo lahko smučali za vsakim klancem in konec koncev je bilo to kot del igre, kajti snega je bilo veliko več. Ampak zdaj se moramo pač prilagoditi na te razmere. Pričakuje udeležbo več kot 5000 otrok. Si prizadevamo, da tudi v času zime, ko ni veliko drugih možnosti za gibalne aktivnosti na prostem, da se projekt Šolar na smuči podpira in tukaj res velika zahvala Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki finančno namenja finančna sredstva za ta projekt. Mariborsko Pohorje je eno izmed tistih, ki se vsako leto z veseljem odzove. Nasmeh otrok, ki ga vidimo tu, ko stopijo iz gondole, nekateri prvič na sneg, je neprecenljiv. Veselje, ki ga lahko s takimi akcijami otrokom omogočimo, je, mislim, za nas kot smučarske centre sila pomemben. Radi sodelujemo v takih akcijah, tako kot vsi ostali si bi tega želeli še več. Izredno pomembno pa je, da se otroci seznanijo s tem, kako se je potrebno obnašati na smučiščih, saj so kar v tretjini nesreč na smučeh udeleženi mladoletniki. V bistvu apeliramo predvsem na smučarje, ki obvladajo smučanje, da pogledajo na te, bom rekel, novince, na tiste, ki so malo manj vešči smučanja, da v bistvu otroci se čim prej priučijo varnega smučanja, da znajo kontrolirati smuči, da znajo prilagoditi hitrost smučanja in v končni fazi, da znajo tudi varno se zaustaviti. Akcija Šolar na smuči je priložnost, da otroci razvijajo ljubezen do zimskih športov in hkrati osvojijo znanja, ki so ključna za njihovo varnost na smučiščih.
Pred dnevi so stavbo mariborske sinagoge, ki je sicer spomenik državnega pomena, neznani storilci oskrunili z nesprejemljivimi sovražnimi grafiti. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve 2 kaznivih dejanj, sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter poškodovanja oziroma uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena in naravne vrednosti. Čez vikend, najverjetneje v noči sobote na nedeljo, so neznani storilci popisali fasado sinagoge Maribor z več sovražnimi napisi. Zato gre za poškodovanje kulturnega spomenika, državnega pomena, po drugi strani pa gre za pozivanje k rasni, verski in nacionalni nestrpnosti. Zdaj, vsi napisi, če pogledamo natančno, sicer niso to vrstni, zagotovo pa ta, nisem pravnik, ne znam točno presoditi, ampak po mojem najbolj laičnem mnenju smrt komerkoli, pozivanje ne samo, da je zavržno, ampak je kaznivo dejanje. V nedeljo po odkritju grafitov je obvestil več inštitucij. Od Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor do župana mariborskega, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za pravosodje, kjer je sicer vodilna, od lanskega leta imamo v Sloveniji namreč svet za boj proti antisemitizmu in pa Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer vodijo slovensko delegacijo pri IHRI, to je mednarodna organizacija za spominjanje na holokaust oziroma boj proti antisemitizmu. Poleg grafitov s sovražno vsebino na stavbi in na informativni tabli je bil na vhodnih vratih tudi list s skico. V zvezi s tem zbiramo obvestila zaradi sume storitve 2 kaznivih dejanj, in sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti. Danes so mariborski policisti, torej policisti Policijske postaje Maribor 1, opravili ogled kraja in ugotovili, da je po nestrokovni oceni pri tem nastala škoda v višini 1500 evrov. Seveda danes nadaljujemo z zbiranjem obvestil in bomo o vseh ugotovitvah tudi obvestili pristojno tožilstvo. Glede na Kazenski zakonik Republike Slovenije so predvidene kazni. V prvem primeru, torej v primeru kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva ali nestrpnosti, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je opredeljena kazen zapora do 2 let. Torej v drugem primeru, v primeru poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti, pa se ta kaznuje z zaporom do 5 let. Tokratni grafiti s sovražnimi napisi pa v zadnjih letih niso osamljen primer. 2009 so bili grafiti, vsebina ni bila identična, ampak podobna. Doživljamo pa sicer v sinagogi Maribor, jaz osebno, večkrat napade po internetu, pač na elektronsko pošto, pač smo javno kulturno ustanova, ničesar ne skrivamo. Zdaj čisto z pravnega vidika, če je torej to vrstno mnenje in tudi grožnja, so meni osebno namenjene pač po slovenske zakonodaji, to ni javno, je potem pač ne kaznivo, vsak primer pač ni prijetno. Mariborski policisti pa še. Prejeli smo vprašanje, ali lahko to dejanje povežemo z grafiti, ki so se pojavili v novembru lani. Tisto kaznivo dejanje še preiskujemo, v tem trenutku pa teh 2 dogodkov ne moremo povezati. V redakcijo smo prejeli tudi izjavo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Zapisala je, da v naši družbi sovraštvo nima prostora. Citiram: napisi na mariborski sinagogi so nizkoten izraz nestrpnosti, poniževanja in zaskrbljujoč odraz naraščajoče netolerantnosti v družbi. Takšna dejanja sovraštva so nesprejemljiva in jih najostreje obsojam. Konec citata. Dodala je še, da je varovanje dostojanstva sinagoge odraz naše zavezanosti k spoštovanju zgodovine, kulture in sobivanja. V medgeneracijskem centru Danica Duplek pa so se na slovesnosti in druženju spomnili, kaj vse so počeli lani. Ob tem pa so povedali tudi, kaj jim bodo počeli letos. No, posebno točko so imeli tokrat otroci, ki so starejšim izrekli prikupne želje. V medgeneracijskem centru Danica Duplek so se na prireditvi spomnili, kaj vse so počeli lani. Vodja centra Manuela Strnšek Adam je pokazala fotografije, še pri tem pa so otroci zbranim starejšim povedali svoje želje. V letu 2025 vam želim veliko sreče, veselja in zdravja. V letu 2025 vam želim veliko uspeha, ljubezni, raznih pogledov in da vas bodo vnuki obnovali. V novem letu 2025 vam želim tople objeme in poljube, da se imate radi in da dobite
še kakšno voščilo. Leto 2025 vam želim veliko zdravja, sreče in veselja. Srečno v letu 2025 in da boste vedno nasmejani. Tudi vodja centra je spomnila na to, da imajo radi, da otroci pridejo v center. Smo pustovali, spekli smo si krofe in dobili obisk otrok, to imamo najrajši. In tudi to, da otroci tudi na svojih aktivnostih pokažejo veliko. Likali smo, tukaj vidite, noben ni imel strah pred likalnikom, tako da kar zaposlite svoje vnuke, znajo vse, kuhat, ni problema. Včasih pride še kakšni 4 nožni prijatelj tega. Direktor doma Danice Vogrinec Maribor, v okviru katerega deluje ta medgeneracijski center, je izpostavil, da se pri izvajanju aktivnosti za vse generacije vidi moč skupnosti. Ta povezava med različnimi generacijami, iskanje sožitja na tak naraven način je tisto, kar ta družba potrebuje, in neštete aktivnosti, ki so bile danes tukaj prikazane v preteklem letu, kažejo, da delovanje teh centrov, Danica Duplek, Danica Rače, ni neka modna muha, ampak dejansko enostavna potreba te družbe. Da je medgeneracijski center res v pravem pomenu medgeneracijski, je zadovoljen župan Dupleka. Tukaj sodelovanje z šolami, starejši in tudi seveda tista delovna aktivna populacija ima kaj za tukaj najti. Jaz sem vesel, pravzaprav res za bogat program, bogato delovanje in res številne nasmehe, ki so narisani skozi vso leto, ravno zaradi vse te vsebine, ki večgeneracijski center Danica Duplek ponuja. Sicer pa so med razlago, kaj vse so počeli in kaj vse bodo počeli letos, izpostavili tudi to, da zdaj iščejo mentorico ali mentorja, prostovoljko ali prostovoljca, ki bi uporabnike učil angleščino. Dobrodošli pa so seveda tudi vsi drugi, ki bi se radi družili in sodelovali. To je za danes v oddaji Občinski informator. Vsem vabljeni pa še, da ostanete naprej v naši družbi. Prav tako tudi jutri, ko boste na sporedu novi oddaji Na glas in moja zgodba. Kaj bodo oziroma o čem bodo dogovorili tokrat, se prepričajte, torej Na glas ob 20. in moja zgodba ob 21. uri. Sicer pa vam želim lep preostanek tega večera in nasvidenje.